31. decembra 2010 so truplo Johna P. Weilerja, trivok visokega svetovalca Pentagona in notranjega poznavalca obrambnih zadev, našli odvrženo na odlagališču v Delawareu. Ni osumljencev, ni motiva. Le tragičen, nesrečen dogodek. Ali je bilo res tako? Ker če pogledate pobliže, Wheeler ni edini. V svetu ameriških obrambnih raziskav in razvoja, inženirji, raziskovalci in notranji sodelavci se pojavljajo mrtvi ali popolnoma izginjajo v nenavadnih okoliščinah. Toda bolj ko poglobljeno pogledate, težje je v to verjeti. Zdaj pa vprašanje ni več samo, kako je umrl, ampak ali so te smrti povezane in kaj bi lahko bilo pokopano skupaj z njimi. Eno poglavje, svetovalec z odlagališča. John P. Weiler. Je bil praktično rojen kot človek iz najožjega kroga. Rođen je bil v vojaški družini, diplomiral na West Pointu in vodil enote na ameriški raketni bazi Nike Hercules. Imel je pravne diplome z Harvarda in Yala, ter je delal kot sistemski analitik v uradu ministra za obrambo. Bil je aktivist, višji načrtovalec pri Amtraku in mlajši uslužbenec na Pentagonu. Lahko rečemo, da je bil njegov življenjepis izjemen. Ampak tukaj postane zanimivo. Od leta 2004 do 2008 je Wheeler neposredno sodeloval z najvišjim obrambnim vodstvom, svetoval glede nabave, logistike in energije v Pentagonu in letalskih silah. Vse to mu je omogočilo zaposlitev v korporaciji MITRE, zvezno financirani organizaciji, ki dela na področju letalstva, obrambnih sistemov, kibernetske varnosti in še več, pogosto v ozadju velikih vladnih projektov. Če John Wheeler III ni bil srce obrambne tehnologije v Združenih državah, je bil nedvomno eden izmed ključnih organov poleg njega. Leta 2010 je svoji zbirki dodal še en naslov. Postal je žrtev pretresljivega in skrivnostnega umora. Na nek način so ljudje od 66-letnega Wheelerja pričakovali nenavadne stvari. Bil je ekscentrik, ki je živel na polno in je očitno izkoristil vsako priložnost, ki se mu je ponudila. Vendar so mu diagnosticirali tudi bipolarno motnjo in je bil zaradi tega leta 2004 hospitaliziran. Konec decembra 2010 so se zdele vse njegove najhujše težave že za njim. Božič je praznoval svojo družino, nato pa je dejal, da mora pred novim letom na hitro v Washington zaradi službe. Naslednjič, ko ga je kdo videl, ga ni videl v živo. Bilo je na zrnati, nejasni posnetku varnostnih kamer, potem ga nikoli več niso videli. Ko je Wheeler prispel na svojo posest v Delawareu, eno od več domov, ki jih je imel v lasti, se je njegovo vedenje začelo spreminjati na načine, ki so kasneje še poglobili skrivnost okoli njegove smrti. 98. decembra v mestu Newcastle v Delawareu so videli moškega, za katerega so verjeli, da je Wheeler, kako meče dimne bombe za zatiranje škodljivcev na sosednjo posest. To ni bilo naključno. Že več let je bil v pravnem sporu s tem istim sosedom, saj je trdil, da mu njihova gradnja zakriva pogled na reko Delaware. 29. decembra se je njegovo stanje očitno še poslabšalo. Na posnetkih varnostnih kamer so ga opazili pred parkirno garažo, kjer je bil vidno vznemirjen. Eden od njegovih čevljev je bil raztrgan, plašča pa ni nosil. Parkirnemu uslužbencu je povedal, da se mora ogreti, preden plača parkirnino, vendar je bil njegov avto dejansko parkiran na povsem drugem parkirišču, več kilometrov stran. Na vseh varnostnih posnetkih deluje nemiren in prestrašen, kot človek, ki misli, da ga opazujejo. Trdil je, da so mu ukradli aktoko. Parkirni uslužbenec, ki je govoril z njim, pa je kasneje izjavil, da je vedel, da nekaj ni v redu. Kasneje je svojega farmacevta prosil, naj ga odpelje do bližnje železniške postaje. Ko mu je farmacevt ponudil, da mu raje pokliče taksi, je Wheeler pobegnil. Nekaj ga je prepričalo, da ne more zaupati nikomur. Morda je bil do neke mere celo upravičeno sumničav. 30. decembra ob 8. uri zjutraj. Wheeler se je opotekel podzemno železnico, videti je bil umazan in razmršen, kupil je kavo in odšel. Nekaj časa zatem je obiskal odvetniško pisarno in se očitno trudil skriti svoj obraz pred varnostnimi kamerami. Poskušal je dobiti prevoz do Filadelfije iz pisarne za mala podjetja. Zadnjič so ga videli med 20. in 21. uro. Tisto noč je tavala po središču Wilmingtona in jo je povsem po naključju ujela nadzorna kamera. Njegovo truplo so vrgli v komercialni smetnjak in ga niso našli, dokler ga niso skupaj s smetmi izpraznili na odlagališču Cherry Island v Wilmingtonu. Hal Brown, namestnik direktorja urada za sodno medicino, je trdil, da je bil vzrok Wheelerjeve smrti nepenetrantna topa poškodba v predelu glave. Obdukcijsko poročilo je prav tako navedlo obsežne telesne poškodbe, z drugimi besedami, to ni bila naravna smrt in ni nekaj, kar bi lahko preprosto pojasnili. Imamo kako, kje in kdaj, vendar pa odgovora na to, kdo in zakaj, ostajata srhljivo neznana. Po najbolj banalni in tragični razlagi, ali je očitno vznemirjeni in po neposrednosti znani, Weiler preprosto naletel na napačnega neznanca v stanju manije ter bil pretepen do smrti in vržen v smetnjak,
Njegova ura in dragocen prsten so bili še vedno na njegovem truplju, ko so ga našli, zato je bilo rop mogoče izključiti kot razumen motiv za umor. Razen, če ga niso oropali nečesa neprecenljivega, a lahko spregledanega. Znanja, ki je bilo zaklenjeno v njegovih možganih in bi bilo zavedno izgubljeno, če bi ga doletela nesrečna usoda. Le nekaj dni pred tem dogodkom je poslal elektronsko sporočilo svojemu prijatelju Richardu Redezu, v katerem je izrazil skrb, da ZDA niso pripravljene na grožnje kibernetskega vojskovanja, ki prihajajo. Kaj ga je naredilo tako prepričanega? Ali je Wheeler videl nekaj, česar ne bi smel? Wheelerjeva družina je ponudila nagrado v višini $25,000 za kakršnekoli informacije, ki bi pripeljale do razrešitve njegovega umora, vendar se nihče ni oglasil. Njegova žena Catherine Kleiss je v intervjuju za revijo Slate ugibala: "Mislim, da se morda nihče ni javil za nagrado, ker so že bili plačani." Način, kako so se znebili trupla, je pravi čudež, da ga je sploh kdo našel. To se mi sliši kot delo profesionalca. Thomas McInerney, upokojeni častnik letalskih sil, govori isto. In sicer, moški s takšnimi izkušnjami, morda je šlo za umazano igro, da bi prišli do nekaterih skrivnosti, ki jih je imel. Kot je zapisal en časopisni naslov, truplo umorjenega strokovnjaka za kibernetsko vojskovanje najdeno na odlagališču. Zelo mamljivo je vprašati se, ali bi lahko bila vrsta dela, s katerim se je ukvarjal John P. Wheeler III. In tajna okolja, v katerih se je gibal, povezana s tem, kar se mu je na koncu zgodilo. Sama po sebi se to vprašanje morda sliši špekulativno, in če bi šlo za osamljen primer, bi morda tam tudi ostalo. A ni bilo tako. Poglavje 2. Skupina Marconi. Ljudje, ki so tesno sodelovali z vlado pri tehnoloških projektih, še posebej tistih, ki vključujejo pogon, jim posebne in nasilne smrti niso tuje. Tudi kadar se te smrti ne ujemajo z vsem, kar o njih vemo. To vključuje seznam, ki je začel krožiti po spletu, na katerem je 25 znanstvenikov, ki so umrli v obdobju 8 let, med letoma 1982 in 1990, medtem ko so bili na nek način povezani z zloglasnim obrambnim programom Vojna zvezd. Primer je znan kot incident smrti znanstvenikov, GEC Marconi po podjetju, za katerega so delali. Dr. Keith Bowden, višji računalniški strokovnjak na projektu, je bil prvi po družabnem dogodku v Londonu okoli leta 1982. Ko se je peljal domov, je izgubil nadzor nad avtomobilom med prečkanjem mostu, zapeljal po nasipu in pristal v zapuščenem železniškem sledišču. Umrl je ob trku. Njegova žena in odvetnik nikoli nista verjela uradni razlagi, da je šlo za nesrečo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. To je bilo tako nenavadno za običajno preudarnega doktorja Bowdena, da so njihove skrbi kmalu potisnili na stran. Leta 1985 je radarski tehnik Roger Hill umrl zaradi strela iz lastne puške, nekdanji delavec GEC Jonathan Wash pa je padel skozi okno svojega hotela. Mimogrede, v dneh pred svojo smrtjo je prijateljem in ljubljenim zaupal, da iz neznanih razlogov v strahu za svoje življenje, podobno kot so dolgotrajne skrbi izražali tudi John Wheeler. A smrti so postajale še bolj nenavadne in strašljive. Leta 1986 je 24-letni čudežni deček za računalniške nadzorne sisteme Vimal Dajibaj padel v smrt z visečega mostu nad reko Avon. Padel je 101 meter globoko. Lahko bi si mislili, da je to tragičen rezultat genija, ki ga je pritisk potisnil čez rob, vendar to ne bi pojasnilo dejstva, da so mu bile hlače potegnjene do gležnjev in da je imel opazno vbodno rano od igle v eni izmed zadnjic. A vse to se zdi precej blago v primerjavi s smrtjo Arshada Sharifa istega leta. Ta pionir anten za satelitsko zaznavanje se je v dneh pred svojo smrtjo obnašal izjemno nenavadno, a nihče ni mogel biti pripravljen na to, kar se je zgodilo potem. Okoli vratu si je zavezal vrv, jo ovil okoli veje drevesa in drugi konec privezal na zadnji del svojega avtomobila. Vsaj tako je pisalo v uradnem poročilu. In prav to je prizorišče zločina, kjer je obglavljeni znanstvenik sedel v svojem avtomobilu, preiskovalce očitno pripeljalo do soglasja. Leta 1987 sta bila v sumljivo podobnih okoliščinah ubita še dva raziskovalca, Richard Pugh in Mark Wisner, oba sta delala za ministrstvo za obrambo. Oba so našli z vezanimi nogami in plastičnimi vrečkami nataknjenimi čez glavo, zaradi česar sta se zadušila. V obeh primerih, ki sta se zgodila v razmiku več mesecev, je mrliški oglednik razglasil, da so bili ti dogodki posledica, citiram, spolne nezgode. John Britton, David Skeels, Trevor Knight, Peter People in Andrew Hall. Vsi znanstveniki, ki so bili povezani z ministrstvom za obrambo ali Marconijem, so v tem obdobju umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom v svojih domovih.
Nenavadna napaka za tako profesionalne in previdne moške. Nenavadne in nasilne smrti so se nadaljevale vse do poznih 80-ih let. Leta 1987 je David Sands z veliko hitrostjo zapeljal svojim avtomobilom v sprednji del prazne kavarne in izbruhnil v plamenih. V avtu sta bila z njim še 2 dodatna kanistra bencina. Michael Baker, George Kuntis in Stuart Gooding so prav tako umrli v nenavadnih avtomobilskih nesrečah. David Greenhall, še en zaposleni pri obrambnem podjetju, je skočil z mostu natanko isti dan, ko je umrl Gooding. Umrl je nekaj dni po incidentu, vendar je v bolnišnici, ko je bil pri zavesti, trdil, da nima pojma, kaj se dogaja. Tako Alistair Beckham kot John Ferry sta umrla zaradi samopovzročene elektrokucije v istem mesecu. In edina znanstvenica na seznamu smrti, Shani Warren, je leta 1987 doživela posebej grozljivo smrt. Imela je zamašena usta in zanko okoli vratu in utopljena v plitvi vodi, kar so preiskovalci takrat razglasili za samomor. Serijskega storilca so zaradi tega zločina aretirali več kot 30 let kasneje, leta 2021. Glede na norost vsega, kar se je dogajalo okoli tega dogodka, je težko kogarkoli kriviti, da je bil skeptičen glede uradnih podrobnosti. Na prvi pogled se začne zdeti kot edinstven vznemirjajoč vzorec, obdobje, v katerem je več znanstvenikov povezanih z obrambo in vesoljsko industrijo umrlo v različnih okoliščinah, brez enotne razlage, ki bi jih povezovala. Toda s tem se ni končalo. Poglavje 3. Zemljevid smrtonosne cone. Ko na zemljevid Združenih držav Amerike postavite 11 najdenih trupel ali zadnjih znanih lokacij, takoj začnete opažati nekatere podatkovne grozde. Ti primeri niso naključni stranski produkt porazdelitve prebivalstva. Gledamo 3 izrazite smrtonosne cone, kjer se zdi, da je izjemno nevarno biti visoko rangiran ameriški znanstvenik. Najprej je tu tako imenovana tehnološka pot, ki se razteza od Massachusettsa do Alabame. Med prvimi v tem vzorcu je bila Amy Eskridge, ki je umrla 11. junija 2022. Po navedbah oblasti naj bi šlo za strelno rano, ki si jo je povzročila sama v Huntsvillu v Alabami. Jason Thomas so nazadnje videli v Wakefieldu v Massachusettsu 12. decembra 2025. Njegovo prepojeno truplo so našli v bližnjem jezeru marca 2026. 3 dni po izginotju Jasona Thomasa, 15. decembra, je bil Nuno Loureiro ustreljen v preddverju svojega doma v Brooklynu v Massachusettsu, skoraj 30 minut vožnje od kraja, kjer je Thomas izginil. Toda to so nekako najmanj zaskrbljujoči trendi, še posebej, ko vidite druga 2 podatkovna niza, skupino v Novi Mehiki in skupino v Kaliforniji. V Kaliforniji v presenetljivo bližini nasinega laboratorija za reaktivni pogon ali JPL in Caltecha imamo še 4 sumljiva imena, ki jih lahko dodamo na seznam. Michael David Hicks je bil najden mrtev v svojem domu v Sunlandu 30. julija 2023. Frank Maywald je umrl zaradi neznanih vzrokov v Los Angelesu 4. julija 2024. Monika Reza je izginila med pohodom na gori Waterman blizu Los Angelesa 22. junija 2025. In 16. februarja 2026 je bil Karl Grillmeier ustreljen na svojem verandi v Lanu, Antelope Valley. To pomeni, da je vsako leto od leta 2023 v Kaliforniji izginil ali bil najden mrtev kakšen pomemben znanstvenik. Ta niz primerov je znan kot letalsko-vesoljski koridor in v Novi Mehiki, kjer preiskovalci govorijo o jedrskem koridorju, so stvari videti prav tako mračne. Maja 2025 je Anthony Chavez, prebivalec Los Alamosa, izginil brez sledu. Mesec dni kasneje, junija, je bila Melissa Casais, prav tako iz Los Alamosa, nazadnje videna, ko je hodila po državni cesti 518 v Talpi, preden je izginila. Po mirnem juliju se je ta strašljiv pojav znova pojavil avgusta, ko je izginil Steven Garcia. Nazadnje so ga videli, ko je zapustil svoj dom v Albuquerqueju z nabito pištolo, vendar je telefon in denarnico pustil doma. In 27. februarja 2026 je upokojeni generalmajor William Neal McCasland zapustil svoj dom in se nikoli več ni vrnil. Vsaj 11 znanstvenikov je umrlo ali izginilo od leta 2022, skupaj z enim primerom iz Huntsvilla, ki izstopa, pa so se ti primeri zbrali v tesno razporejenih geografskih žariščih na 3 ključnih območjih po Združenih državah Amerike. Ampak to velja le, če pogledate splošno sliko na zemljevidu. Ko začnete raziskovati podrobnosti, da bi resnično razumeli skupne točke med znanstveniki, ki so tukaj vpleteni, je skoraj nemogoče, da vas ne bi spreletel srh. Poglavje 4. Lovljeni in prestrašeni. Tako kot pri nizu smrti v 80-ih letih, so bili vsi ti raziskovalci na nek način povezani z letalsko ali obrambno industrijo. Eden je bil nekdanji planetarni znanstvenik v laboratoriju za reaktivni pogon, drugi pa je kot inženir delal na naprednih sistemih za opazovanje Zemlje, povezanih z misijami NASA v isti ustanovi.
Drugi so leta preživeli v tehničnih ali podpornih vlogah, povezanih z nacionalnimi laboratoriji, kot sta Los Alamos in nacionalni varnostni kampus Kansas City, kjer so delali na področjih od materialne znanosti do logistike in infrastrukture. Vzorec se nadaljuje tudi v akademskih krogih in vrhunskih raziskavah. Fizik plazme, ki vodi delo na MIT-jevem centru za plazemsko znanost in fuzijo, se pojavlja v isti širši mreži skupaj z upokojenim raziskovalcem z Caltecha, znanim po prispevkih k raziskavam eksoplanetov in temne snovi. Dodatne povezave segajo do NASA-inega Marshallovega centra za vesoljske polete in celo do višjega vodstva v raziskovalnem laboratoriju letalskih sil. Vsi ustrezajo podobnemu vzorcu kot zaskrbljujoč val smrti pri Marconiju pred desetletji. A le malo primerov v vsem tem je bolj nenavadnih in zaskrbljujočih kot primer Amy Eskridge, samooklicane raziskovalke antigravitacije iz Huntsvilla. Bila je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za eksotične znanosti, raziskovalne organizacije, ki se je osredotočala na napredni pogon, energijo ničelne točke in antigravitacijske tehnologije. Proti koncu svojega življenja je Eskridge postala izjemno paranoična glede svojega dela in začela se je bati, da jo zasledujejo ljudje, ki imajo nekakšen poseben interes za to, kar počne. Ta paranoja je postala tako huda, da je najela nekdanjega britanskega obveščevalca, da bi jo pazil, a žal se je izkazalo, da to ni bilo dovolj. Trdila je, da je doživela fizične napade, kot so opekline zaradi neke neznane vrste orožja z usmerjeno energijo, ter psihološke napade, kot so nadlegovanje in stalni nadzor. In enaka usoda je doletela tudi Eskridge, ki so jo našli v njenem domu mrtvo zaradi strelne rane, v bližini pa je bilo odvrženo strelno orožje. Zdelo se je, da gre za precej jasen primer na svoj izjemno tragičen način. Vendar je eden od Eskridžinih prijateljev poročal o sporočilu, ki naj bi mu ga pred svojo smrtjo pustila za objavo, v katerem je pisalo: "Če vidiš kakršnokoli poročilo, da sem si vzela življenje, to zagotovo nisem storila. Če vidiš kakršnokoli poročilo, sem se predozirala, to zagotovo nisem storila. Če vidiš kakršnokoli poročilo, da sem ubila kogarkoli drugega, to zagotovo nisem storila." Seveda pa je treba upoštevati tudi besede nekoga, ki je v tako hudi duševni stiski. Eskridžev oče je povedal, da njena smrt ni bila povsem nenavadna, glede na kronične težave, s katerimi se je soočala vse življenje. Kaj vse to pomeni? Najverjetneje zelo malo ali nič. Če pogledamo pod mikroskopom, upoštevajoč tako vzroke smrti, kot tudi specifično naravo njihovega dela za vsako osebo posebej, je zelo malo verjetno, da gre za kaj več kot zgolj naključne tragedije življenja in smrti za vse vpletene. In dejansko so v mnogih primerih tesni osebni prijatelji in družine pogrešanih in preminulih širjenje spletnih teorij zarote o svojih ljubljenih označili kot smešno in izkoriščevalsko. Ampak če delaš v letalsko-vesoljski industriji, verjetno ni odveč, da si vsaj malo previden za vsak slučaj. Ker se takšni vzorci pogosto zadržujejo in tiho ostanejo v ozadju tvojih misli še dolgo potem, ko se zdi, da so dejstva že razjasnjena. Zdaj si oglej, zakaj so bili vsi povezani z JFK-jem nenadoma in skrivnostno ubiti. Ali pa si namesto tega oglej to.